Kaj je najbolj razjezljiv vidik porasta antisemitizma v Združenih državah po 7. oktobru? Ob razmišljanju o napadih na Jude strani večine ameriške levice je veliko razlogov za jezo, pa tudi zaradi glasnih posameznikov na desnici. Morda pa napaka ni le pri tistih, ki širijo sovraštvo in skušajo antisemitizem narediti sprejemljivega. Gre tudi za pripravljenost številnih liberalnih Judov, da sprejmejo idejo, da so bili v Ameriki vedno žrtve. V bistvu le tolerirani gostje, namesto enakopravnih državljanov, ki so igrali pomembno vlogo pri gradnji Združenih držav in razen v zelo redkih primerih nikoli niso bili preganjani tako, kot so bili drugod. Danes v oddaji Think Twice podrobno raziskujemo ne le korenine sodobne krize sovraštva do Judov v Ameriki, ampak tudi poskušamo razumeti, zakaj toliko med nami napačno razume. Zakaj so jih izdali nekdanji prijatelji, skupaj z novinarko Bahi Unger Sargon, avtorico nove knjige The Jews and the Left. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Težava večine ameriških Judov ni le v tem, da so jih njihovi voditelji in glavne organizacije pustili na cedilu, ali da so se njihovi tradicionalni zavezniki obrnili proti njim. Po porastu antisemitizma, po največjem množičnem pokolu Judov po holokaustu, ki se je zgodil 7. oktobra 2023, prava težava je, da večina ameriških Judov, ki so politično liberalni, ne razume, da je nadaljna podpora gibanju, ki jih opredeljuje kot bele zatiralce, v najboljšem primeru samosabotaža, v najslabšem pa samomorilsko dejanje. Njihova zvestoba politični levici je morda imela smisel pred stoletjem, ko je bilo sovraštvo do Judov, vsaj v Evropi, večinoma projekt desnice in ko so liberalci zagovarjali ideje o enakih možnostih, zaščiti delavcev in podpori Izraelu. A to ni več tako. Levica zdaj prevladujejo. Izobraženi posamezniki, ki so te splošno sprejete ideje zamenjali s toksičnimi, progresivnimi doktrinami, kritične rasne teorije, intersekcionalnosti in naseljenskega kolonializma. To daje dovoljenje za antisemitizem in podpira vzrok za genocid nad Judi v Izraelu. Še bolj pomembno pa je, da vztrajanje pri levici v teh okoliščinah pomeni opustitev vrednot, zaradi katerih so Združene države postale edinstveno gostoljubno mesto za Jude. S tem, ko so liberalni Judi sprejeli svetovni nazor teh skrajnežev, niso le podcenili Ameriko, so skorajda nevede. Upustili lastno pravico, da bi jih tukaj obravnavali kot enakovredne partnerje. Ena oseba, ki je veliko razmišljala o tej težavi, je avtorica in novinarka Bahi Unger Sargon. In zelo smo veseli, da je danes spet z nami. Bahi Unger Sargon je vikend voditeljica in gostiteljica oddaje Bahi na News Nation. Je nekdanja urednica pri Newsweeku in The Forward ter avtorica 3 knjig, med katerimi je tudi knjiga iz leta 2022 Bad News. Kako prebujeni mediji spodkopavajo demokracijo. Second Class 2024. Kako so elite izdale ameriške delavce in delavke. In njena najnovejša knjiga The Jews and the Left. Bahi Unger Sargon, dobrodošli nazaj v oddajo Think Twice. Najlepša hvala, da ste me povabili. No, Mombača, lepo te je spet videti in hvala, da si se nam danes pridružila. Začel bi s tem, da te vprašam o ključnem pogledu tvoje nove knjige The Jews and the Left. In to je napaka, ki jo naredi toliko liberalnih Judov, ko razmišljajo o svojem položaju v Ameriki. Trdiš, da Judje niso zgolj nekako tolerirani gostje na še eni postaji diaspore, ki jo bodo morda morali zapustiti. Kot v vsaki drugi državi, kjer so Judje prebivali v zadnjih 2000 letih. Da so Judje, in so bili, že od samega začetka ameriške zgodovine, enakopravni partnerji tukaj. Zakaj se zdi, da toliko Judov tega ne ve? In kako je to vplivalo na njihov odziv na porast antisemitizma po 7. oktobru? Tega se ne zavedajo, ker so preveč izobraženi. Hodijo na iste prestižne univerze kot vsi člani DSA, ki so v bistvu tovarne prebujenih miselnih virusov. Veliko Judov, presenetljivo, uspe izstopiti brez tega prebujenega miselnega virusa. Mnogim drugim to ni uspelo. In vendar je bil 7. oktober nekakšna napaka v matrici. Vedno so domnevali, da bodo, ko pride njihov čas, šteti med zatirane.
In bili so, veste, popolnoma zgroženi, ko so ugotovili, da jih prebujeni štejejo za zatiralce. Celo sredi grozljivega dogodka, kot je bil 7. oktober. In potem je seveda tu še 30%, ki so glasovali za Zorah Mamdani, ki so povsem nerazločljivi od povprečnega člana DSA. Vzgajani so bili v anticionizem in antisemitizem, ki sta danes postala glavna značilnost levice. Njen pogoj sine qua non, najpomembnejši dejavnik. Tako da mislim, da je problem v načinu razmišljanja. Tudi v izobrazbi in okolju. Prav točno to okolje na levi, preveč izobraženi, dobro situirani. Veš, z diplomami najbolj elitnih ustanov, ki je vir vsega protisemitizma na levici, je ravno tisto okolje, kateremu povprečen ameriški jud pripada in si ga želi za svoje otroke. In mislim, da veliko ljudi zdaj doživlja nekakšno kognitivno disonanco. Ker niso vedeli, da ta svetovni nazor ne sovraži le Judov, ampak tudi ljudi, zaradi katerih je bila Amerika za nas tako gostoljubna. In v tem smislu v knjigi pišem, niso storili le samo sabotaže, ampak je to pravzaprav velika izdaja vsega, kar je ta država kdaj storila za nas. Hvala, ker ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcastnih platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Taubin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo najdete pod Jonathan Taubin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, in mislim, da je ena vaših ključnih točk ta, da so liberalni judi oziroma tisti judi, ki so, kot pravite, podlegli virusu woke miselnosti, so sprejeli status žrtev v Ameriki, kot da Amerika ne bi bila nič drugačna od Evrope. Zato želimo podrobneje raziskati ne le woke miselnost, ampak tudi judovski pesimizem v Ameriki po 7. oktobru. Ni dvoma, da je izdaja judov strani Harvard, Yale, Princeton, Columbia in preostale akademske ustanove, pa tudi umetnosti, ter izvolitev ljudi, kot je Zoram Hamadani, globoko potrla veliko judov, liberalnih judov in celo nekatere konzervativne jude. Vem, da nekateri menijo, da je to začetek konca tistega, kar imenujejo zlata doba ameriškega judovstva. Vendar ti, mislim, pravilno trdiš, da je bila to le, veš, to, kar je ameriško judovstvo vedno bilo. Medtem ko oni, kot ti poudarjaš, napačno razumejo ameriško preteklost. Ja. Mislim, da je ključno vprašanje trenutno tudi, zakaj se motijo glede prihodnosti. Motijo se glede prihodnosti, ker se motijo glede preteklosti. Mislim, veš, seveda, ves čas slišim od judov, to je kot tisti trenutek v Nemčiji, ki so ga opisovali moji stari starši, ko so mislili, da so zgledni nemški državljani in da se Nemčija sploh ne bi mogla obrniti proti njim. To ni nič podobnega temu. Najhujši trenutki v ameriški zgodovini niso bili nič podobni temu. Ker so bili te stari starši obkroženi z ljudmi, ki so sovražili Jude. In morda v najbolj omikani družbi za trenutek ni bilo primerno to reči. Ampak so vedeli, da če malo podrgneš pod površino, je bila zemlja prepojena s krvjo Judov. In ameriška zemlja je popolno nasprotja. Sama zemlja je zavrnila sovraštvo do Judov že od trenutka, ko je prvi Jud stopil na ameriška tla leta 1654. In to je ogabno in neodpustljivo izdaja, da prepisujemo to zgodovino in se delamo žrtve, da bi si pridobili naklonjenost prekletih antisemitičnih ljudi. Ogabno je, da obrnemo hrbet krščanskim Američanom, ki nam še danes nikoli ne bodo obrnili hrbta in nam bodo vedno stali ob strani. In jih imenujemo beli nacionalisti in antisemitične ljudi. To je ogabno. In napisala sem to knjigo kot klic k prebujenju za našo skupnost, ker je to tako velika izdaja. Če bi naši stari starši videli, nad čim se pritožujemo, bi se obračali v grobu. Mislim, to je preprosto smešno in veš, da to ni globoka sistemska zatiranost, ker je vlada vedno na naši strani. In to je tisto, kar je pri tem tako neverjetno. In vedno je bila, kot si poudaril. In vedno je bila in vedno bo. Ja. Da je v Ameriki obstajal antisemitizem. Seveda je bil. Bile so kvote za Jude.
Veste, leto preden so uvedli kvote, je bilo 20% vpisnega letnika na Harvardu judovskih študentov. Bilo je tako, preveč judov je. Kot da bi rekli, dajte kvoto, recimo 4%. Sem proti kvotam, prav? Mislim, da so grozne. Trajale so zelo kratek Dokler čas jih in so jih niso zelo hitro nekoliko ukinili. ponovno uvedli v današnjem času. Res je. Čeprav seveda ne vidiš enake vrste ogorčenja v podporo azijsko-američanom, ki so dejansko žrtve današnjega sistema kvot na povsem enak način. Bili so seske z omejitvami. Bili so zasebni elitni klubi, ki niso spuščali judov noter, kaj ne? Vse to je obstajalo, seveda, ampak vsakič, ko se je vlada vmešala, se je postavila na našo stran. In poleg tega, od trenutka, ko so Judje prispeli sem, niso bili videni le kot enakopravni, ampak kot dragoceni partnerji pri ustanovitvi te velike države. Očetje ustanovitelji so imeli Jude radi. Videli so nas kot dediče temeljnega izročila civilizacije, ki so jo poskušali zgraditi tukaj. In v tem smislu smo bili zanje izjemno dragoceni, ter osrednji in temeljni za to, kako so si predstavljali ta novi svet. In da bi vse to na novo napisali, ker je edina valuta, ki jo danes dovoljuje levica, status žrtve in zatiranja. Mislim, da je to izdaja ameriške zgodovine. To je izdaja judovske zgodovine. In to se mora ustaviti. Moramo se iz tega miselnega okvira izviti, ker to povzroča veliko težav, ki jih imamo trenutno. V svoji knjigi se soočate z istim vprašanjem, na katerega so poskušali odgovoriti številni pametni ljudje, kot je Norman Podhorec in drugi. Zakaj so Judi liberalni? In to storite tako, da svoje bralce popeljete skozi ameriško zgodovino, ameriško-judovsko zgodovino. Skratka, zakaj so se Judi v prvi polovici 20. stoletja tako udobno znašli na politični levici? In zakaj jih tam ostaja toliko, kljub temu, da je levica, kakršna je danes, do njih in njihovih interesov sovražna? To sta torej dve vprašanji, na kateri sem skušala odgovoriti v knjigi. Prepričana sem, da te, tako kot mene, to pogosto sprašujejo. Ne Judje, kristjani, konservativci. Naprimer, zakaj Judje volijo demokrate, čeprav jih demokrati sovražijo, mi pa jih imamo radi? Veš, to me res ves čas sprašujejo. In želela sem odgovoriti na oba dela tega vprašanja. Zakaj so Judje postali demokrati? In zakaj se je levica obrnila proti njim? Jude so začeli podpirati demokratsko stranko iz zelo razumnih razlogov. Za začetek, kjerkoli se je antisemitizem pojavil, večino 20. stoletja, vse do recimo leta 1967 ali 1970, je bil prisoten na desnici. Veste, na prelomu stoletja je sem imigriralo od 1 milijona do 2 milijonov ruskih Judov. Bili so obubožani in zaposlitev so našli v tekstilni industriji, kjer so bili grozno izkoriščani. Večinoma strani Judov, ki so prispeli le nekaj let pred njimi, so si nabrali nekaj malega kapitala in odprli izkoriščevalsko delavnico. In mnogi izmed njih so to tudi storili. Judovski proletariat se je izkazal za zelo kratkotrajen pojav. Niti ena sama generacija ne. V 15 letih je večina Judov postala, veste, lastniki proizvodnih sredstev, če želite. In njihovi otroci so postali strokovnjaki. Tudi v tistih zgodnih letih, veste, v začetku 20. stoletja, v desetletjih 1910 in 1920 so bili brez vsega. In začeli so delavsko gibanje, ker so verjeli, da bi morali imeti pravico do dostojanstva kot delavci. In ko so napredovali po lestvici in izkoristili ameriški kapitalizem, so iskali gibanje, ki ni bilo samo socialistično, ampak je imelo tudi zdrav odnos do kapitalizma, ne da bi pri tem žrtvovali dostojanstvo dela. In to so resnično našli v New Dealu, ki, veste, so ga v bistvu sami napisali. Antisemiti so mu rekli judovski New Deal. Ampak Frances Perkins bi vam povedala, veste, da so bili judovski odvetniki močno preveč zastopani pri pisanju te zakonodaje. In to je bila ključna ideja. Združevanje spoštovanja do kapitalizma s spoštovanjem do dela, kar je ustrezalo judovski skupnosti. Torej so bili sprva socialisti, potem pa so nekako uničili socialistično gibanje, ker to ni zares odražalo, kje so bili kot skupnost. Tako je bilo to zelo smiselno. FDR je rešil državo pred veliko gospodarsko krizo. Ameriški Judi so ga poveličevali, ker so ga videli kot človeka, ki je premagal Hitlerja. Takrat niso vedeli, kako malo je bilo storjenega za reševanje Judov. In moja prijateljica Tobi, ki je preživela holokaust in sedi poleg mene v sinagogi, mi je povedala, da ko so se prvič preselili sem, niso mogli razumeti, zakaj so Judje tako zelo oboževali FDR-ja. Zanje je bil on tisti, ki se, veste, 4 od 5 let vojne ni postavil po robu globoko antisemitskemu ameriškemu zunanjemu ministrstvu. In rekla je, veste, sprva smo o tem govorili. In potem mi je rekla, hitro smo se naučili, da moramo molčati, ker ameriški Judje tega niso želeli slišati. Oni so ga samo poveličevali. Pravzaprav generacija, ki je ustvarila gibanje za sovjetske Jude,
je bila navdihnjena z nasprotovanjem temu. Prav. Tako je bilo to zelo smiselno. Veš, to nas pripelje do gibanja za državljanske pravice. Tako jaz to razumem. Veš, pohod čez most Edmunda Petusa se je zgodil le 20 let po osvoboditvi Auschwitza. Judje so bili nesorazmerno zastopani v gibanju za državljanske pravice. Seveda je bilo 90% gibanja temnopoltih, a od tistih 10%, ki so bili belci, je bilo Judov med 50 in 70%. Bili so tretjina belih mučencev. Bili so 70% odvetnikov, ki so se ukvarjali s pravom državljanskih pravic. Bili so več kot 50% udeležencev gibanja Freedom Riders. To je bilo zelo pri srcu ameriškim Judom. Danes bodo ameriški Judi pogledali nazaj in ponovno uporabili anakronistično intersekcijsko perspektivo in rekli bodo: Judi, bili smo zastopani v gibanju za državljanske pravice, ker smo bili tudi mi zatirani. In razumeli smo, da se lahko proti antisemitizmu boriš le, če se boriš tudi proti islamofobiji in proti rasizmu do temnopoltih. V redu, Judi tistega časa so vedeli, da je to nesmisel. Sodelovali so v gibanju za državljanske pravice, ker so vedeli, da tukaj nikoli niso bili zatirani. Videli so Jude, ki so prihajali sem. Moja prijateljica Tobi se je preselila v New Orleans. Prišla je sem 6 mesecev, preden je bil New Orleans desegregiran. Iz osebe, ki je bila v Evropi zatirana do skorajšnjega izumrtja zaradi svoje rase, je postala nekdo, ki je imel koristi od zelo podobne apartheidske barvne ločnice na jugu, v ameriškem jugu. Ameriški Judi pa so vedeli, da tega nikoli niso doživeli. Vedeli so, da z njimi nikoli niso ravnali tako, kot so ravnali s temnopoltimi. In čutili so to kot duhovno breme, da bi svobodo in enakost, ki jo je vsak ameriški Jud užival od trenutka, ko smo prišli sem, prinesli temnopoltim Američanom, svojim temnopoltim sosedom. Zato je povsem logično, zakaj so se Judi bolj poistovetili z demokratsko stranko. Medtem pa je antisemitizem vedno prihajal z desnice. Vse to se je začelo spreminjati konec 60. let. Po atentatu na dr. Kinga, ki je bil zelo povezan z judovsko skupnostjo, a njegovo gibanje je nadomestilo gibanje Black Power, ki je bilo zelo antisemitsko. Videli so se kot eno z postkolonialnimi gibanji. Identificirali so se s Palestinci. Izrael je imel to veliko vojaško zmago leta 1967, kar je bilo šokantno, zaradi česar je prvič postal zanimiv za ameriško vlado, mimogrede. Predtem jih Izrael ni prav posebej zanimal. To je zelo pomembna točka, ki jo veliko ljudi Ljudje to res napačno pregledajo. razume. Začeli so gledati na Izrael kot na ključnega zaveznika v boju proti Sovjetom. Seveda so Sovjeti podprli Arabce. Začeli so širiti pripoved, da je cionizem rasizem. In Američani so začeli gledati na Izrael kot na potencialno zelo veliko grožnjo Sovjetom. Pravzaprav so imeli glede tega prav. In tako je tudi bilo. Pravzaprav je bil to Nixon, nepokesani antisemitec, ki je bil prvi, ki je rekel: moramo dati Judom veliko denarja, več denarja, kot smo jim ga dajali do takrat, približno $350 milijonov letne pomoči. In on reče: iz klobuka so potegnili neko številko. Bistvo te številke, ki je bila 2 milijardi, je bilo samo poslati sporočilo Sovjetom. Ni imelo nobene zveze z evangelisti. Ni imelo nobene zveze z AIPAC-om ali ameriškimi Judi. Namen je bil šokirati Sovjete in reči: to je zdaj naša postojanka. Torej, zdaj smo v igri. In bolje, da to priznate. To je bil ves namen tega. Tako da je vse to imelo smisel. Ampak takrat levica se je res obračala proti militarizmu. Res so se obračali proti vojaškim zmagam in vojaški moči. To je bil vrhunec vietnamske vojne. In seveda v 70. letih se je to res začelo še bolj stopnjevati. Tako ste imeli to, da se je levica, podobno kot gibanje za črnsko moč, identificirala z vsemi zatiranimi po svetu. In potem ste imeli postmodernistične francoske filozofe, poststrukturaliste, ki so v bistvu temu, kar je bilo prej le aktivistični bes proti militarizmu, dali intelektualni okvir. In veste, temu čustvenemu postavljanju na stran zatiranih in revnih ter, veste, afriških narodov, ki so se osvobajali belih kolonialistov. Poststrukturalisti so prišli in rekli: glejte, ni razlike med prav in narobe. Celotna judovsko-krščanska osnova zahodne civilizacije je nesmisel. Obstajajo samo močni proti nemočnim. Obstajajo samo institucije, ki uveljavljajo oblast nad nemočnimi. In to se je kot požar razširilo po ameriških univerzah. In popolnoma je koloniziralo vse humanistične vede, vse družbene vede. V knjigi zelo podrobno razložim, kako se je to dejansko zgodilo.
In potem vse to skupaj. Imeli ste aktivistični del tega, imeli ste intelektualno, univerzitetno plat tega. Ampak po mojem mnenju, in to boste prepoznali iz mojih drugih knjig, to bi ostalo znotraj univerzitetnih krogov brez ekonomskega dejavnika, Reaganov in NATO neoliberalni ekonomski model. Ta je govoril: potrebujete univerzitetno izobrazbo, da imate dostop do moči in ameriških sanj. Ker je to pomenilo, da dlje kot ste bili izpostavljeni tem neumnim idejam, temu malikovanju šibkosti in zavračanju judovsko-krščanske zahodne civilizacije, višje boste lahko splezali v ameriški družbi. In brez te izpostavljenosti Foucault in črnim panterjem ter vsem tem neumnostim, ne boste mogli doseči niti najbolj osnovnega modela ameriških sanj. To je tisto, kar je to vzelo iz univerze in razširilo skozi glavno demokratsko stranko, ki je zdaj stranka visoko izobraženih in medijev. Ampak tudi, veste, celoten kadrovski oddelek, vsak, ki dela v neprofitnih organizacijah, vsak, ki dela v eni od teh industrij, ki daje prednost univerzitetni izobrazbi. Medtem pa nasprotovanje temu, kristjani, delavski razred, ljudje s podeželja so izgubljali politično in kulturno moč, ker so bili brez denarja. In to je tisto, kar je resnično pomenilo pogubo za, našo kohezijo kot narod, pa tudi našo sposobnost, da se upremo temu. To je postalo skupni jezik, ne samo elit. Tako kot je bilo, ko je Tom Wolfe pisal o tem, ampak resnično vsakogar na srednji ravni, povprečne pameti, kogarkoli, ki si v Ameriki želi kakršnekoli moči. In mislim, da je tam postalo popolnoma običajno, tako da, ko se je zgodil 7. oktober, kdorkoli, ki je imel univerzitetno izobrazbo, ki je šel skozi to, veste, bedarijo prebujenega miselnega virusa, dobesedno niso bili sposobni preseči misli, da mora biti Hamas dober, ker ima manj moči proti imperialističnemu, militariziranemu Izraelu. Ja, mislim, da je to odličen vpogled in veste, v kontekstu vaše knjige, ena od stvari, ki mi je pri njej všeč, je, da nam podajate te vinjete judov, ki se postavijo zase, judov, ki rečejo, hej, tukaj je drugače. In ne bomo prenašali nobenih teh neumnosti, veste, ki smo jih prenašali kjerkoli druge. In vendar, veste, všeč mi je zgodba o pogrebu rabina, ki so ga v New Yorku na začetku 20. stoletja razgnali, in potem je zgodba šla nazaj. In je kot, veš, to je bilo kot, v redu, to ni Rusija, veš, tega ne bomo sprejeli. Ja. Ampak če preskočimo stoletje naprej, se zdi, da so Judje pripravljeni to sprejeti. Ja. Ker mislijo, da si to, veste, zaslužijo. Veste, in to je zelo frustrirajoče za tiste med nami, ki to vidimo v pravi perspektivi. Ampak ima popoln smisel. In če se vrnemo tja, kjer smo začeli, k virusu prebujenske miselnosti. Ampak, veste, vse to se res vrača k tem toksičnim levičarskim teorijam, ki so nam jih prinesli Francozi in frankfurtska šola. Te so nekako prevzele akademsko sfero, umetnost, velik del javne razprave in tudi novinarstvo. In zato smo v položaju, kjer so Judi nekako postavljeni na rob in opazujejo od zunaj. To sprejemajo, ker imajo za to družbene spodbude. Nihče ni fizično ogrožen. To me je tako zelo motilo pri razpravi o tem, da judovski študenti niso varni. Veš, obstaja bila je neka študija, ki je pokazala, ne vem, če je bila večina, ne spomnim se točnih številk, ampak velik delež protestnikov v taborih na kampusih je bil tistih, ki uporabljajo zaimke they, them, prav? To niso ljudje, ki bi bili fizično zastrašujoči. Bilo je neutralno. Nočem zapadati v strašljive stereotipe, ampak vem, kaj misliš. Samo bila sem ekipa tam. Točno tako. Večinoma so bile ženske. Bilo je veliko oseb, ki uporabljajo zaimke they, them. Veliko je bilo pripadnikov queer skupnosti. Veš, queer pomeni samoopredelitev. Queer ne uporabljamo kot žaljivko. Ideja, da naj bi bili judovski študentje spodbujeni, da se tresejo pred tem. Ostanite na mestu. To so jim govorili, veste. Judovske oblasti so jim govorile, naj ostanejo na mestu. Bila sem res zgrožena nad tem.
Ker sem bila sama že tarča protestov, vam lahko povem, da je v tem nekaj grozljivega. Zadenete globoko v dušo, ker se obnašajo kot zombiji. Ne bodo govorili s tabo, ne bodo te gledali kot človeka. Vedno je ena oseba, ki je kot govorka, ki je, veste, popolna psihopatka. In ostali, poskušala jih boš nagovoriti kot človek, pa te sploh ne bodo pogledali. In ker smo vsi gledali filme o zombijih, je to res grozljivo, ampak fizično nisi ogrožena. Pregledala sem, veste, čim več od 10.000 zabeleženih incidentov ADL, kolikor sem jih lahko. Večina tega je bilo vzklikanje, protestiranje, grafiti in podobne ogabne stvari. Mislim, kvot ne maram, ničesar od tega ne opravičujem. Ampak ideja, da bi se judovski študenti morali tega bati, se mi zdi izjemno žaljiva. In bistvo je nekako tako. Točno tako. Zakaj se ne borite? Nedavno sem bila na dogodku v centru Y na 92. ulici. In ljudje so spraševali, kaj naj naredimo. Mislim, zdi se, da ima desnica z J.D. Vanceom in Grojpersi ter Tuckerjem, potem pa levica z Mamdanijem in DSA in vsi sovražijo, kaj naj naredimo in za koga naj glasujemo. In sem rekla, ni mi mar, za koga glasujete, katerokoli stran izberete, izberite stran in se borite. Borite se. Mislim, borite se. Nič ni bolj protiameriškega kot antisemitizem. In da vi popustite ali rečete, pakiram kovčke in se selim v Izrael. Kaj za vraga? Pojdi, ne potrebujemo te. Jaz ne grem nikamor, potonila bom s tem ladjo. In veš kaj? Ta ladja ne bo potonila, ker 80% republikancev še vedno močno podpira Izrael. Mislim, ena stran ima resen problem. In mimogrede, tudi to se bo spremenilo, ker bodo veliko izgubili, če izvolijo tega tipa v Michiganu, tega El Sayeda. Izgubil bo za 10 točk proti Mikeu Rogersu. In demokrati, ena stvar, ki jo res sovražijo, je izgubljanje volitev, ki bi jih lahko dobili. Če se to zgodi, boste videli velik premik nazaj proti sredini, ker Hailey Stevens seveda kandidira kot zmerna in kandidira kot pro, ponosna, da sprejema denar AIPAC, zmerna. Zato se mi zdi, da je veliko tega strahu pretiranega in tudi izdaja zgodovine, ki smo jo tukaj imeli. Mislim, da bom imel, veste, lahko nekako slišim svoje poslušalce in občinstvo, ki pravijo, ampak kaj pa primeri judovskega nasilja, kjer govorimo samo o tem? Manj kot teden dni po napadu z nožem v New Yorku, ki je bil resen. Zgodil se je takoj po zadnji Mamdanijevi protiizraelski izjavi. Veste njegovem izpadu o krvni obtožbi in genocidu. Prišlo je tudi do drugih nasilnih incidentov. Veste, seznam ni zelo dolg, ampak je dovolj. Veste, da je to razlog za skrb. Kot veste, obstaja razlog za skrb, da obstaja toleranca do antisemitizma in toleranca do protijudovstva. To je postalo nekaj običajnega, veste, zaradi prebujene medijske scene, zaradi New York Timesa in zaradi številnih drugih ljudi v ameriškem javnem diskurzu. Ne morem ljudem reči, da jih tega ne bo strah. Vprašanje je, kako naj se na to odzovejo, ne pa, ali je to resno ali ne. No, najprej mislim, da je levica trenutno izjemno nasilna. Četrtina ljudi na levici, ki se imajo za zelo liberalne, meni, da je politično nasilje v redu. Nimamo ga slabše kot kristjani. Nimamo ga slabše kot konzervativci. Mislim, ukradli so avatar mladega krščanskega gibanja, Charlie Kirk. Veste, v dobri družbi smo. Levica je zlobna in nasilna in grozna in jo je treba premagati. In morali bi ugotoviti, kdo so naši prijatelji in kdo stoji ob nas, ter se boriti z ramo ob rami z njimi. Seveda, to so strašni časi. Levica je radikalizirana. Strašni časi so, če imate v lasti nepremičnino v New Yorku. Pravkar je ogabni, antisemitski župan objavil vaše osebne podatke. On sovraži Jude, širi krvno obtožbo, poziva k nasilju proti Netanjahuju, razglasil je vojno Judom. In ja, obrobje družbe se bo odzvalo na ta poziv, kot smo videli v New Yorku. Ni res. Ni nam huje kot belim kristjanom. Preprosto ni tako. In prav naša lastna kratkovidnost nas je odrezala od prijateljev, ki gredo skozi isto. Ker isti ljudje, ki sovražijo nas, sovražijo tudi njih. Vedno pravijo, da če se želiš boriti proti antisemitizmu, se moraš boriti tudi proti islamofobiji. Gresta z roko v roki. To je največja neumnost, kar sem kdaj slišala. Velika večina nasilja nad Judi je storjena strani muslimanov. Ja, mislim islamofobija. In v praksi pomeni zgolj opaziti muslimanski antisemitizem. Popolnoma se strinjam. Ampak obstajajo ljudje, ki stojijo ob nas. Obstajajo ljudje, ki jih antisemitizem zgrozi in jim je odvraten. Le da večina Judov tega ne ve.
ker ne gledajo Fox News. Tako smo se kot skupnost nekako potisnili v kot, kjer je bil edini način preživetja, da smo si skušali pridobiti naklonjenost ljudi, ki nas prezirajo. Ne želijo nas, ne želijo našega denarja. Veš, do nedavnega je 50% donacij, ki so šle demokratski stranki, prihajalo od Judov. Zdaj pa je demokratska stranka brez denarja. Zdi se, da je Ker veš tako. kaj? To je Pregnali velika ste zgodba Jude. tega tedna v Washingtonu. Ja. Ja, mislim, morda so potrebovali nekaj tega denarja AIPAC. Ne vem, veš, pogosto slišim od Judov, zakaj bi dal denar stranki, ki me aktivno noče. Nehajte, vstani s kolen, Judi, in nehajte prositi za odobravanje ljudi, ki nas sovražijo. To je žalitev za judovsko zgodovino in žalitev za ameriško zgodovino. Moramo nehati biti zvesti eni strani in ponovno prevzeti svojo zvestobo tej državi, največji državi v zgodovini človeštva. Ja, mislim, da se poglobimo malo v prihodnost demokratov. Pravkar ste povedali nekaj zelo optimističnega o prihodnosti demokratov. Veste, v bistvu napovedujete to in slišal sem, da ste to povedali tudi drugje, da menite, da bodo leta 2028 demokrati izbrali zmernega kandidata, ne nekoga z intersekcijske levice za predsedniškega kandidata. In res, če bo El Sayed doživel poraz v Michiganu, veste, bi to lahko bilo sporočilo, ki ga bodo demokrati vzeli iz tega. Rekel bi samo, da je levica demokratske stranke resnično, veste, to je baza, to so volivci, veste, to so ljudje, ki glasujejo na predizborih. In veste, tu Lahko, ampak se s tem ne strinjam. Zame so temnopolte ženske temelj demokratske stranke in sovražijo te neumnosti. Mislim, sovražijo to. Tak človek jih sploh ne zanima. Na CNN-u je bil dober citat, kjer je nekdo rekel, da Abdullah Sayed bolj skrbi za zahodni breg kot za zahodni del Detroita. Njih ne zanima Izrael, njih ne zanima Ukrajina. Želijo zmernost. Temnopolti demokrati so najbolj konzervativni del demokratske koalicije, kar je skrito, ker je tako velika verjetnost, da bodo glasovali za demokrate. Družbeno konservativni zagotovo. Družbeno konservativni. In zame je ideja, da je DSA nekakšna baza, resnično spregleda velik del zgodbe. In težko se je navdušiti nad zmernostjo. To je komunikacijski problem, ki jo imajo zmerni. Ampak veste, večina Američanov se ima za zmerne. Nočejo MAGA, nočejo DSA. DSA je izjemno nepriljubljen pri neodvisnih volivcih in pri mnogih demokratih, ki jih preprosto ne zanima, kar ponujajo. Kar je seveda, ker živim v New Yorku, težko videti, ker so tukaj tako uspešni. Ampak povsod, kjer jim uspeva pri izobraženih, bogatih in belcih. To je socializem, ki ga kupujejo bogati. Al Sayed je končno objavil svojo davčno napoved. Ta človek je milijonar. Ima nepremičnine. Je svetovalec za zdravstvo, Adijo. seveda je. Svetovalec za zdravstvo. Njegova žena ne sprejema Medicare. Ja, kdo je Zagovornik zdravnik, ki ne Medicare za sprejema vse. Medicare, ja? To je preprosto popolno. Vsak od njih je takšen. In smešno je, ker pravijo, da je islamofobično, če na to opozoriš. Zakaj mora vsak musliman sovražiti Izrael? Zakaj je to tako? In zakaj jaz ne smem tega opaziti? Veš, nedavna raziskava je pokazala nekaj podobnega. Pew je ugotovil, da 44% ameriških muslimanov podpira Hamas. Verjetno je ta številka še višja. 44% je, kot bi morala reči, tistih, ki so pripravljeni to povedati anketarju. Imajo pozitivno mnenje o Hamasu. Če vidiš muslimana, ki hodi po ulici v Ameriki, obstaja 50% verjetnost, da ima pozitivno mnenje o Hamasu. Mi naj bi se samo pretvarjali, da temu ni tako. Kar me pri tem res navdaja z optimizmom, je to, da ne vidim, da bi bilo to globoko zakoreninjeno v prihodnosti demokratske stranke. Za me je gibanje Svobodna Palestina v bistvu najnovejša izjava o priznanju staroselskega ozemlja. Je to, kar je bilo Defund the Police leta 2020. In leta 2028 bodo ljudje trdili, da niso bili del tega gibanja. Ljudje se naveličajo stvari, veš. Najprej so bila izjave o priznanju staroselskega ozemlja, potem je bilo Defund the Police, potem je bilo transženske so ženske, potem je bila klima. Država bo, ne, sveta bo konec čez 12 let. In vidiš, od vsake od teh stvari so se odmaknili, ko so videli, da so Tudi jih Greta delavci Thunberg popolnoma se je zavrnili in premaknila podobno. naprej Tudi Greta od tega, Thunberg da se je bo premaknila svet naprej kmalu k gibanju konec. za svobodno Palestino in preprosto nimajo vztrajnosti. Veste, res je, da je za nekoga, kot je Mamdani, svobodna Palestina tisto, za kar mu bije srce. In ves socializem je le krinka za to, tako kot pri El Sayadu. Medicare za vse je le krinka, za vso to neumnost o svobodni Palestini. Ampak
Te ljudje nimajo vpliva na nacionalni ravni. Res ga nimajo. In Mamdani dela napako za napako za napako. Objavlja imena lastnikov nepremičnin, videoposnetek Kena Griffina, izpostavlja posameznike, veš, nekega direktorja v času, ko jih dobesedno streljajo po ulicah. Razglaša vojno Judom. Te stvari preprosto niso priljubljene med ameriškim prebivalstvom. No, oni, če bi bili z nami, bi trdili, da ankete kažejo, da je to priljubljeno. Morda res je in upam, da imaš prav. In pravzaprav mislim, da imaš prav, da je to trend, ki pri veliki večini ameriškega prebivalstva ne more zares dobiti pravega zagona. In mislim, da zgodovina ameriškega judovstva to dokazuje, kot pokažeš v svoji knjigi. Ampak trenutno, veš, ankete kažejo veliko sovraštva do Izraela. Ni tako, še vedno je velika večina ljudi na desnici še vedno proizraelska. Ampak obstaja. Veš, ko pogledaš podrobneje v ankete, vidiš, da so mlajši ljudje, celo mlajši konzervativci, če verjameš anketa, so manj naklonjeni Izraelu kot starejši. In res, kot smo videli na številnih demokratskih predizborih po državi letos, biti proti Izraelu je trenutno nekakšen osrednje vodilo, osrednje načelo demokratske politike, skupaj z, veste, prepričanjem v neizvajanje zakonov o priseljevanju. In pri čemer se zdi palestinski del tega še bolj nabit z strastjo, kot njihovo sovraštvo do ICE. Veste, to je sredi tega trenutka. Težko je videti onkraj tega. In res, ker se zdi, da je nekako uspelo. Veste, razlog, zakaj je El Sayad dobil takšno podporo. In veste, izločil je tisto levičarko, ki je mislila, da bo leva nasprotnica Hayley Stevens. Mallory McMorrow. Je bilo to, veste, te stvari o genocidu in krvnih obtožbah proti Izraelu verjame veliko Američanov, ki imajo, veste, so to požirali iz osrednjih medijev, ki so, kot ste poudarili, prebujeni. Veste, ali je res tako preprosto, kot da moramo samo počakati, da se ta mrzlica poleže in se seveda boriti proti temu, kot pravite, s čimer se strinjam, ampak, veste, ne moram zameriti ljudem, ki to gledajo in rečejo, počakajte malo, to je resen problem. Veste, mislili so, da policija leta 2020 izvaja genocid nad temnopoltimi. Verjetno tega več ne mislijo. To je bila prav tako velika krvna kleveta kot genocid v Gazi. In verjetno tega več ne verjamejo. Levica je skupina preveč izobraženih, večinoma dobro situiranih ljudi, ki mislijo, da so moralno več vredni dejanskemu delavskemu razredu. Zato potrebujejo kup izmišljenih stvari, nečimrnosti, da ohranijo to iluzijo, da so nekako na strani malega človeka. In zato prehajajo iz ene teme na drugo. To je vloga, ki jo ima trenutno gibanje Svobodna Palestina. Namenjeno je prikrivanju dejstva, da imajo vsi ti socialisti med delavskim razredom vseh ras 20 točk manj podpore kot republikanci. To kažejo ankete. Abdullah Sijet dobi 21% glasov temnopoltih volivcev. Hayley Stevens dobi 67% glasov temnopoltih volivcev. Prav, to je pač trenutno stanje. Bernie Sanders ni uspel pri temnopoltih volivcih. Veliko bolje mu je šlo pri mladih Hispanoameričanih, ki so večinoma visoko izobraženi in zato podpirajo odprte meje ter ukinitev ICE, za razliko od svojih starejših, ki jim te stvari niso všeč. Zato so si socialisti seveda želeli Nevado kot prvo državo s pred volitvami, a so izgubili proti Južni Karolini, kjer je ogromno zmernih temnopoltih žensk. Zato sem glede tega precej mirna. Mislim, da bodo šli naprej. Izrael ni priljubljen v Ameriki. Ni ravno deležen veliko sočutja. Če vprašaš v anketah, s kom bolj simpatizirate. Ampak, iskreno, med prijatelji Jonatan, ali ne moreva oba priznati, da si Palestinci veliko bolj zaslužijo sočutje kot Izrael? Če bi morala izbrati, s kom bolj simpatiziram, hvala Bogu, mislim, da Izrael ne potrebuje mojega sočutja. In res mi je žal za Palestince, ker so vsi, ki jim je mar zanje, psihopati. Tako da se trenutno počutim grozno. Uničujoče stvari. Tako da mislim, da to ne pomeni neke velike spremembe. Ne vem, če to pomeni kaj več kot ukinitev ICE. To je signaliziranje vrline, kar je tuje delavskemu razredu, ki ga morajo demokrati ponovno pridobiti. Sicer nikoli več ne bodo konkurenčni. Zanimiva stvar, ki ste jo omenili, je povezana z mladimi na desnici. Ampak tudi tukaj sem zelo sumničava do te pripovedi.
Tisti mladi, ki jim Izrael ni všeč in so na desnici, veste, pred 10 leti bi bili levičarji. Med mladimi moškimi je prišlo do velikega kulturnega premika na desno. In to je zame prvi znak, da se nekako vračajo na levico, ki je njihov naravni dom. Mislim, mladi so levičarji, potem pa odrastejo. Kupijo nepremičnine. Večina jih, ja. In med drugim nehajo sovražiti Jude, veš, kot da je to nekakšen življenjski krog, veš. Tako da vidim veliko levičarskih impulzov v gibanju Groypers. Tista želja, da za svoje težave kriviš vse druge, defetizem, sovraštvo do Amerike. Tako da ne vem, če je to tako pomembno. Med republikanci kot celoto ni bilo nobenega upada podpore Izraelu. Pravzaprav je Izrael zdaj med republikanci bolj priljubljen kot pred 7. oktobrom. Tam je podpora zelo močna. In kdorkoli tega ne razume, ne bo konkurenčen na republikanskih predizborih. Hvala Bogu. No, pogovorimo se o tem. Ni dvoma, še posebej, kar zadeva vladajoči razred, veste, republikanski klub je skoraj soglasno proizraelski. In edini očitno protiizraelski član republikanskega kluba v predstavniškem domu bo januarja ostal brez službe. In Thomas Massie. Te stvari niso nepovezane. Ja, točno tako, ker, veste, kandidiral je tako kot Abdul El-Sayed proti AIPAC-u. Veš, bomo videli, kako se bo to išlo v Michiganu naslednji teden, ko to snemamo dobesedno teden dni pred tistimi predvolitvami. Ampak videli smo, kako se je to išlo v Kentuckyju, kjer v njegovem okrožju dejansko ni bilo veliko Judov. Ampak je bil, veš, popolnoma poražen strani pro-trumpovskega, od Trumpa podprtega konzervativca, nekdanjega pripadnika mornariških tjulnjev, ki ga je, Veš, Massie bil prisiljen reči, no, če ga želim najti, ga moram poiskati v Tel Avivu. Veš, to na desnici ni imelo nobenega učinka. Ampak obstaja ena zelo velika izjema glede skoraj enotnega proizraelskega razpoloženja na desnici, vsaj med vladajočim razredom. In to je precej velika izjema. In to je podpredsednik Združenih držav Amerike, J.D. Vance, veš, in govorim kot nekdo, ki mu je bil precej naklonjen, vsaj na začetku, veš. In, veš, zgubil me je na Turning Point USA, veš, festu, Amerika festu, decembra lani, ko se je odločil, da bo javno nevtralen glede vprašanja Tuckerja Carlsona in njegovega antisemitizma. In zdi se, da je pri tem še bolj vztrajal svojim intervjujem pri Joeju Roganu, veš, ko je za vse mogoče krivil Izrael. V bistvu se je obnašal, kot da Groypers dejansko predstavljajo volilno silo. In kot da ve nekaj o, veš, nekako o politiki ameriške desnice, česar ti in jaz ne veva. Zakaj se moti? Mislim, ankete kažejo, da so Groypers popolnoma obrobni in jih glavni tok naravnost prezira. Torej se popolnoma moti glede tega. Želim se resnično poglobiti v to, kar je dejansko povedal pri Joeju Roganu. Rekel je, da so ameriški državljani, ki so imeli težave z njegovim zanič memorandumom o soglasju, prosim, oprostite moj izraz, da nas zato plačuje Izrael. Torej je očrnil ameriške državljane, ki so imeli težave s sporazumom, ki je že propadel, ker je bil zanič. V času, ko je govoril, ja, imam prav. V času, ko je on? Ker je ponavljal. Napake Obame in Bidna, da bom iskren. Bil bi lahko srečen, če bi se sploh približal JCPOA. Kar je dobil, je bilo veliko slabše. Očrnili so nas, da imamo dvojno zvestobo in da nas dobesedno plačuje Izrael, kar je najstarejša antisemitska laž v zgodovini. To je ogabno, da podpredsednik kaj takega reče o državljanih države, ki ji služi. O državljanih, ki so celo na njegovi strani. Preprosto grozljivo. To ni povezano z Izraelom. Rekel je, da je zmera glede Izraela. Tudi jaz sem zmerna glede Izraela, čeprav to ni značilno za republikansko stranko, kot je poudaril Lawrence Jones na Fox News. Rekel je, gospod podpredsednik, to ni republikansko stališče glede Izraela. Ne gre za Izrael. Gre za to, kako govori o meni. Ker želi, da bi se počutila, kot da moram dokazovati, da nisem kot Mark Levin, da mi je Amerika na prvem mestu, ne Izrael. Želi, da bi se počutila, kot da moram poklekniti in jih prositi, naj priznajo, da sem res najprej Amerika. Jebeš to.
To je levičarstvo. To je levičarstvo. Želite, da bi vaši ljudje imeli občutek, da morajo nekaj dokazovati, da nimajo dvojne zvestobe? Se hecaš z mano s tem? Ne, absolutno ne. Preprosto ne. In moram ti povedati, vsak dan dobivam odzive od ljudi, ki niso Judje. Nikoli ne bom glasovala za J.D. Vansa. Vsak dan mi ljudje pišejo in mi to povedo. Zgroženi so nad tem, kako govori o teh vprašanjih. In medtem bom rekla to. Vsak dan mi pišejo demokrati, ki mi povedo, da bi z veseljem glasovali za Marca Rubija. Demokrati, zagrizeni, ki še nikoli niso glasovali za republikanca. Nimajo prav nobenega problema, da bi si predstavljali, da bi glasovali zanj. Seveda, če bi kandidiral proti nekomu, kot je AOC, ampak tudi proti Gavinu Newsomu, ne, Rubio. Josh Shapiro, mogoče bi izbrali Shapira, veš? Dobre novice za mojega sočlana verske skupnosti tukaj na območju Filadelfije. Ampak to ni nepomembno. Veliko je republikancev, ki nikoli ne bi razmislili o J.D. Vansu, še posebej ženske mimogrede. Ima resen problem z ženskami. In veliko demokratov, ki bi si prvič v življenju lahko predstavljali, da bi postali republikanci. No. V bistvu praviš, da so tiste prezgodnje ankete, ki jih ves čas izvajajo o tem, kdo bo kandidat, ki še vedno kažejo, da ima Vance precejšno prednost. Marco Rubio pravi, da ne bo več kandidiral in je rekel, da ne bo kandidiral proti J.D. Vansu. Tako da, čeprav se strinjam z vsem, kar si pravkar povedal, ne morem odpisati možnosti J.D. Vansa, on je trenutni podpredsednik in razen če predsednik Trump, veste, ne poseže vmes, veste, in seveda vedno rad poseže, ko vidi, kdo bo zmagal. Ne morem odpisati njegovih možnosti, da bo republikanski kandidat leta 2028. Tudi jaz ne, ker pri republikancih nikoli ne izključim, da bi, veste, vzeli zmago Narediti iz kaj čeljusti neumnega. poraza. Mislim, poraz iz čeljusti zmage in narediti napačno izbiro. Zelo verjetno bo on kandidat. Ni konkurenčen na splošnih volitvah. Torej, kdorkoli bo proti njemu, naj bo to AOC ali Gavin Newsom, ta oseba bo predsednik. Oseba, ki bo tekmovala proti njemu. Ne vem, mislim na AOC, J.D. Vansa. To nekako zlomi računalniški model, ker nisem prepričan glede tega. Ampak, mislim, to nas pripelje nazaj do vprašanja, veste, ali lahko levica prevzame nadzor nad demokratsko stranko. Veste, krilo Berniea Sandersa meni, da je bilo v zadnjih 3 volilnih ciklih opeharjeno strani Hillary Clinton in Joea Bidena. Menijo, da je leto 2028 njihov čas. Kljub ženskam v Južni Karolini, zlasti temnopoltim ženskam tam. Veste, vrnimo se k temu za trenutek. Ali res mislite, da lahko ljudje, kot je Josh Shapiro, premagajo te ljudi na demokratskih predizborih? Ne vem, veste, mislim, da ima Kamala Harris res dobre možnosti. Verjetno bo kandidirala. In če bo kandidirala, bo zmagala v Južni Karolini. Zdaj, veš, kaj to pomeni za, a lahko zmaga v Nevadi? Verjetno ne. A lahko zmaga v New Hampshireu? Verjetno ne. Pete Buttigieg bo zmagal v New Hampshireu. To bo res zabavno. Zelo sem navdušena nad tem. Resno. No, mi smo Še novinarji, posebej zato, ker obožujemo te stvari. Ampak veš, volivcem ni mar za Izrael. Približno 90% teh predvolitev bo o Izraelu. In zato bo vse skupaj ena zmeda. In prav zabavno bo to gledati. Seveda pa je vse odvisno od tega, kaj se dogaja na desnici. Ker če bo J.D. Vance okronan in ne bo predvolitev in bo grozen, ker boš vedela, da bodo verjetno demokrati na koncu izbrali najšibkejšo osebo in potem bomo na koncu dobili najšibkejšega predsednika, kar smo jih imeli v zelo dolgem času. Ampak za zdaj sem še vedno upajoča. Zdi se mi zelo neverjetno glede na to, kar vem o Marcu Rubiu, da bi bil tako strahopeten, da ne bi izpolnil svoje dolžnosti kot Američan. Ima dolžnost kot Američan, da kandidira leta 2028. Tako se počutim. In ne zdi se mi kot oseba, ki bi se izogibala svoji dolžnosti ali ki bi se obrnila stran od svojih obveznosti do svoje države. Tako bi jaz to videla. Ampak nikoli ne veš. Ja, to je, mi zato bi bilo za ljudi v našem poklicu bolje, da se izogibamo napovedem. Razen, veste, v satiričnih kolumnah. In mislim, da se oba trudiva držati tega. Ampak, veste, še zadnje vprašanje. Veste, ena od težav na desnici je, da je postavljanje meja zelo iz mode. Veste, ena od velikih zgodovinskih lekcij o antisemitizmu v tej državi je bila,
kako je William F. Buckley v bistvu izgnal člane John Birch Society iz konzervativnega gibanja v 60. letih in nato storil isto 30 let kasneje z ljudmi, s katerimi je bil dejansko prijatelj, kot sta Pat Buchanan in Joe Sobran, ki sta nato poskušala uveljaviti antisemitizem v glavnem toku. Ampak ni nikogar na tem položaju. Razlog, zakaj ima Tucker tako velik vpliv v javnosti in celo še bolj nori ljudje, kot sta Candace Owens in Groyper, neonacist Nick Fuentes, je, da se to sploh šteje za nekaj, ker nihče nima takega ugleda. Nihče in res. Ljudje, zagotovo na desnici in morda tudi ne na levici, niso pripravljeni sprejeti odločitev tako imenovanih mnenjskih voditeljev o kaj je sprejemljivo, kaj ni, kje je Overtonovo okno, torej kam gremo. Kje smo glede vprašanja obnove Overtonovega okna, ki bo postavilo antisemite zunaj njega? Res se ne strinjam s tabo glede tega, Jonathan. V svoji oddaji na News Nation sem gostila člane kabineta, senatorje, kongresnike, strokovnjake, novinarje, vodilne mislece na desnici, ki so brez zadržkov obsodili Tuckerja Carlsona. In seveda, vse se je začelo z Donaldom Trumpom, ki je včeraj delil članek New York Posta, v katerem so ga označili za antisemita. Ampak pred letom dni je rekel, veš Tucker, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, vi ste izključeni, niste več del MAGA. Veš, nisem videla nobenega problema na desnici, da bi to izpostavili in obsodili, ter rekli, da to ne sodi v republikansko stranko. Če tako govoriš o Judih, si izključen pri vseh, razen pri podpredsedniku Združenih držav Amerike. Torej, naredi s to informacijo, kar hočeš. Vsi, razen podpredsednika, niso imeli nobenih težav, da bi Groypers in Tuckerja odrinili na rob. Medtem pa so na levici isti tipi ljudi povzdignjeni v zvezdniški status. Tako da je velika razlika v hrbtenici in pogumu med levico in desnico. Videla sem nasprotno od tega, kar opisujete, začenši z Heritage Foundation, kjer je prišlo do množičnega odhoda zaradi podpore Tuckerju Carlsonu, strani Kevina Robertsa. Res neverjetno. Neverjetno in tako spodbudno videti. Mislim, ker vedo, da je to tisto, kar njihovi volivci želijo. Ja, mislim, da je to, vrača se nazaj k temu, veste, vaša glavna ugotovitev vaše knjige, ki je, da je Amerika še vedno izjemna. Veste, Amerika je drugačna od preostalega sveta, ko gre za to, kako ravna z Judi. Ker je Amerika sama po sebi, vedno bila. Izjemna v tem, kako se je predstavila in kako je razmišljala o sebi. In da glavni spor v resnici ni toliko o tem, ali bodo ljudje prijazni do Judov ali ne. Gre za to, kaj mislijo o Ameriki. In da je levica, ki je antisemitska, sovraži Ameriko, veste, še veliko bolj. To je podobno kot to, kar pravimo o Iranu. Sovražijo Ameriko bolj kot sovražijo Izrael. Ampak mamdaniči in ljudje na levici, ki širijo antisemitizem, tudi oni sovražijo Ameriko. Pravilno. No, Baša, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Knjiga, vaši prvi dve knjigi, še vedno mislim, da je, veste, Bad News, najboljša knjiga o pristranskosti medijev, kar sem jih kdaj prebral. Priporočam vse tri vaše knjige, vključno z Židi in levica, kdo so naši bralci. Kako lahko naši poslušalci in gledalci dobijo izvod in kako lahko spremljajo vaše delo? Lahko ga dobite na Amazonu in povsod, kjer prodajajo knjige. Mojo oddajo lahko spremljate na News Nation vsak teden. Predvaja se v soboto zvečer ob 19. uri in v nedeljo zjutraj ob 11. uri za občinstvo, ki spoštuje šabat. Oddajo vnaprej posnamemo ob petkih. In najboljši način, da me podprete, je, da gledate mojo oddajo. Imam tudi Substack, kjer lahko berete moje zapise in sledite Jonathanu, ker je moralni svetilnik v času teme. Najlepša hvala, da ste me povabili. In hvala vsem za vse, kar počnete za naš narod in za judovsko ljudstvo. Najlepša hvala v imenu vseh tukaj pri JNS. Zahvaljujemo se tudi naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan spremljati oddaje Jonathan Teben Daily Edition, ki jo lahko poslušate, kjerkoli dobite svoje podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na YouTube kanalu JNS, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam v oddajo Think Twice na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. In se vidimo spet naslednji teden.